Lepo pozdravljeni. Pričela so se dela obnove železnega mostu čez reko Savo v Brežicah. Po besedah župana Ivana Molana občina Brežice razmišlja o tem, da bi v naslednjem letu sanirala tudi železni most čez reko Krko, ki je v boljšem stanju, in tako konec leta 2019 zaključila obnovo obeh železnih mostov. V juliju je bil z vozišča odstranjen asfalt, odstranjena je bila tudi ograja mostu, ki je razbremenila most, trenutno pa se izvaja peskanje železne konstrukcije. Najprej je bilo potrebno seveda še prestaviti najprej plin in pa vodovod. Sedaj, ko je to narejeno, pa so se začele tudi fizična dela na samem mostu. V tem trenutku je odstranjena vrhna plast, tudi zato, da se je most razbremenil, da je manjša nevarnost, da bi prišlo do porušitve. Sedaj se že zgornji del peska, pripravlja se pa tudi spodnja nosilna konstrukcija, da se bo lahko most pridignil in da se bo začeli menjati potem kasneje tudi nosilna železna konstrukcija. Obnova mostu sicer zajema dela od priprave gradbišča, urejanja dostopa do zaščite okolja med odstranjevanjem rje in rekonstrukcije voziščne površine. Dela bodo potekala 2 leti, saj je investicija pogojena z več različnimi dejavniki, od vodostaja reke Save do vremenskih razmer, prestavitev infrastrukture vezane na most in podobno, dodaja Molan. Mi smo že v začetku leta letošnjega podpisali pogodbo za obnovo mostu z podjetjem Rafael v vrednosti 1 100 000. Gre za obnovo najprej Savskega mostu, ki ima 2 polja. Praktično pa seveda treba povedati, da gre za izjemno zahtevno investicijo, saj dejansko je predvsem spodnja konstrukcija, ki je nosilna, čisto prerjavela in je potrebno cel most dvigniti in ga pa seveda zamenjati to železno konstrukcijo in pa tudi pojačati. S tem pa obnova mostu še ne bo povsem končana, še dodaja, saj želi občina obnoviti tudi železni most čez reko Krko, ki je sicer v nekoliko boljšem stanju kot Savski. In pa seveda jaz upam, da bo nam uspelo v drugem letu zagotoviti tudi sredstva in pa začeti most čez Krko, tako da bi vsaj, če bo uspelo do konca drugega leta, bil most ponovno odprt. Most pa bo potem odprt tako, kot je bilo do zdaj, za lokalni, predvsem osebne avtomobile, enosmerno in pa pešce in pa kolesarje. Tako da jaz upam, da bojo dela šle, treba pa povedati, gre za izjemno zahtevno investicijo, saj most je star 110 let, kar pomeni seveda, da in pa tu je še spomeniško varstvo in gre tudi za naš spomenik na nek način tehnični in zato je treba biti izjemno previden pri samih delih. Železna mostova čez Savo in Krko, ki sta bila zgrajena leta 1906 v času Avstro-Ogrske, sta tudi pomemben simbol tako mesta Brežice kot občine. Nadaljujemo v Sevnici, kjer si, tudi z ustrezno prometno ureditvijo, želijo oživiti staro mestno jedro. V omenjenem delu mesta je namreč več kritičnih točk, potrebne pa so tudi dodatne parkirne površine. Prometno utesnjenost v starem mestnem jedru Sevnice še posebej predstavlja ožina pri gostilni Plavštajner oziroma sosednji Krevljevi hiši, ki zaradi ozkega pločnika in ob udeležbi večjih vozil obenem predstavlja tudi precejšnjo nevarnost za pešce. Na tem delu že večkrat v preteklosti je bil govor o tem, da je potrebno tam nekaj storiti za to varnost v prometu, za izboljšanje prometa in zopet smo v teh pogovorih v 2 smerih. Eno je z družino, z lastniki hiše te Krevljeve, na eni strani, na drugi strani pa z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Celje, pa tudi Ljubljana. Občina je trenutno v fazi izdelave konzervatorskega načrta prenove, ki je zahteven za prenovo starega mestnega jedra. V tem dokumentu želijo opredeliti, kako ravnati s kulturno dediščino na tem območju. Povsem logično je, da vse kulturne dediščine na enak način, kot je bila do sedaj, ne moremo ohranjati, da je potrebno določen del kulturne dediščine nekoliko žrtvovati, zato da se drug del lahko bolj izrazi, ostane uporaben, kajti če je uporaben, potem je funkcionalen, bo preživel in živel naprej in bo nekako na razpolago ljudem za uporabo in ogled. Zato v konzervatorskem načrtu pričakujejo veliko rešitev, dodaja Ocvirk, kajti v starem mestnem jedru je več kritičnih točk.
Križišče v Florjansko ulico in prazna hiša na tem križišču je eno takih, kjer ocenjujemo, da bi z neko drugačno ureditvijo prišlo do boljše prometne ureditve, pa ne samo v smislu ceste, predvsem v smislu kolesarskih površin, pločnika, mogoče neke ureditve trga, zato da je ta prostor nekako bolj odprt. Odprta zadeva je zagotovo tudi dotrajan Slomškov dom na Glavnem trgu. Ta objekt iz prve polovice 19. stoletja so sicer želeli porušiti že pred desetletjem in na njegovem mestu zgraditi upravni center s povezavo na obstoječe občinsko poslopje. Zdaj ga, kot kaže, čaka drugačna usoda. Zagotovo del je namenjen porušitvi, del mora na nek način ostati. V tem konzervatorskem načrtu bomo določili, kakšen delež tega doma oziroma te ureditve, te stavbe bo ostal. Načrti za velik upravni center niso aktualni, je pa zagotovo aktualna prenova obstoječih stavb občine, v kateri domuje občina, upravna enota, javni zavod, javni sklad in ti objekti so še v delu nezasedeni in neurejeni in mislim, da je nujno potrebno, da se uredijo. V starem mestnem jedru pa so potrebne tudi dodatne parkirne površine. Kajti sodoben pristop je pač tak, da vsi prihajamo z avtomobili in če želimo, da so poslovne in upravne službe tukaj v starem mestnem jedru, moramo imeti primerne površine parkirne, za katere pa smatramo, da ni prav, da so na samem trgu. Na samem trgu je omejen čas parkiranja, to se izkazuje za dobro. Je potrebno pa nekako ob železnici in na drugi strani nekako pod gradom, zadaj za Glavnim trgom, urediti še dodatne parkirne površine, kar bi omogočilo, da bi na trgu parkirali čim manj in bi bil trg namenjen storitvenim in ostalim dejavnostim. Razvojni svet regije Posavje je na svoji redni seji sprejel predlog dopolnitev dogovora za razvoj regije Posavje, ki vključuje 12 najpomembnejših projektov regije v skupni višini 24 milijonov evrov. Razvojni svet regije Posavje je sprejel predlog dopolnitev dogovora za razvoj regije, ki je bil podpisan novembra lani. Predlog dopolnitev dogovora za razvoj regije Posavje vključuje 12 projektov, v katerih bo sodelovalo vseh 6 posavskih občin. Dogovorili smo se, da bojo vključene vse občine, tako bo Brežice imela projekt skupno z Bistrico, Krško z Kostanjevico in pa Radeče z Sevnico. Gre pa za projekte, ki so namenjeni predvsem za izboljšavo hidravličnih izboljšav za vodovode, potem za izboljšave čiščenja odpadnih voda, kar pomeni za kanalizacije in pa za industrijske cone, obrtne cone, podjetniški inkubator ter za kolesarske steze. Skupna vrednost projektov znaša 24 milijonov evrov. Od tega bo 21 milijonov evrov bilo evropskih in pa državnih sredstev, ostalo pa občinske, kar pomeni seveda, da bo šlo za res veliki nekako prispevek regiji Posavje. Za nas je bilo mišljeno celo nekaj manj sredstev in na koncu smo se spogajali za več, tako da praktično smo dosegli vse tisto, kar smo si tudi spogajali oziroma kar smo si želeli. Tisti programi in projekti, ki so uvrščeni, bodo veljali do konca finančne perspektive. Imamo še v primeru, če kateri od teh projektov ne bi bil realiziran, je pa možno še potem v ostanke iti, vendar seveda to se bo šele videlo verjetno po letu 2020. Aktualni predsednik Razvojnega sveta regije Posavje, župan občine Brežice Ivan Molan, je v Brežicah z ministrom za gospodarski razvoj in tehnologijo v petek podpisal pogodbo dogovora za razvoj regijskih projektov. Cel ta dogovor v celi Sloveniji je trajal zelo dolgo, žal ni prišlo do podpisa že prej, kar pomeni seveda, da v občinah enostavno nismo mogli izvajati evropske projekte. Zdaj je podpisano in naj bi se izvajali projekti od praktično začeli v letošnjem leti 2019 do leta praktično 2022. Jaz upam, da nam bo uspelo v tem, čeprav na nek način mislijo, da je dolgi rok, v tem relativno kratkem roku vse te projekte tudi izvesti, kajti določene projekte vemo, da do končanja realizacije rabiš kar par let. Posavske občine pa sicer že pričenjajo s pripravami na regionalni razvojni program regije za novo obdobje. Danes smo tudi sprejeli sklep, da se začne pripravljati praktično že za novo obdobje 2021 do 2027
tega leta, kar pomeni seveda, da bodo začeli teči postopki za nov razvojni projekt oziroma nov razvojni dogovor za novo obdobje. Razvojni svet regije Posavje se je na redni seji seznanil tudi z izvajanjem projektov prvega dogovora za razvoj regije Posavje ter sprejel ugotovitveni sklep o spremembi člana razvojnega sveta regije strani Območno-obrtno-podjetniške zbornice Sevnica. Nuklearna elektrarna Krško je bila v noči na nedeljo za nekaj ur izključena iz omrežja, da so bila omogočena korektivna dela na sistemu spremljanja meritev glavnega transformatorja številka 2, ki je med obratovanjem pod visoko napetostjo. Po opravljenih načrtovanih delih je bila elektrarna v nedeljo opoldne ponovno vključena v elektroenergetski sistem in je v noči na ponedeljek že dosegla polno moč. Po remontu smo opazili nekaj odstopanja na enem od parametrov glavnega transformatorja številka 2. Treba je bilo to odstopanje odpraviti in smo se odločili, da to nedeljo to odpravimo s kratko zaustavitvijo, tako da smo to tudi uspešno izvedli. Kot dodaja Pfeiffer, so elektrarno za nekaj ur izključili iz omrežja, da bi lahko začasno odstranili priključke za meritev visoke napetosti na skoznikih obeh transformatorjev, kjer je na merilni liniji visoke napetosti skoznika oziroma vertikalnega izolatorja prihajalo do občasne izgube signala. Zaustavitev je potekala brez težav in je bila zelo kratka, zaradi tega, ker smo obdržali reaktor na moči. Tudi turbino smo obdržali v obratovanju, se pravi, sklopili smo samo generator in prestavili lastno rabo na 110 kV napajanje in po sanaciji od tega odstopanja se vrnili nazaj na 400 kV napajanje. Preventivna izključitev elektrarne iz omrežja ni bila povezana s stanjem elektrarne, ampak le z odstopanjem delovanja nadzornega sistema transformatorja, ki na podlagi meritev zagotavlja informacije o stanju transformatorjev. Gre za eno izmed več meritev transformatorskih parametrov. Osnovni vzrok, zakaj je prišlo do odstopanja, še ne poznamo, zato smo to preventivno to meritev odstranili. Bomo naredili analizo in ugotovili, kaj je osnovni vzrok temu. Dokončna sanacija zamenjavo vseh priključkov bo izvedena v naslednjem remontu. Do takrat bo izpopolnjena tudi projektna rešitev nadzornega sistema transformatorjev. Sicer pa je letošnje leto, kar se tiče hidrologije, za delovanje nuklearne elektrarne Krško do sedaj zelo ugodno, dodaja Pfeiffer. Takšno vreme, kot imamo letos, v letošnjem letu, hidrološko zelo ugodno, tako da šele danes po noči smo prvič zagnali hladilne stolpe, ker je Save pretok je tako nizek, da potrebujemo za hlajenje terciarnega kroga ali pa hlajenje sekundarnega kroga tudi hladilne stolpe. Tako da letošnja hidrologija je zelo ugodna. Letošnje ugodne hidrološke razmere vplivajo tudi na večjo proizvodnjo elektrike iz hidroelektrarn. V prvih 6 mesecih so tako tudi hidroelektrarne na reki Savi zabeležile nadpovprečno proizvodnjo. V krški občini nadaljujejo z izgradnjo kanalizacije in druge infrastrukture. V krajevni skupnosti Veliki Podlog se tako že od lanskega poletja izvajajo dela v vaseh Jelše in Gorica, kjer poteka ureditev celostne komunalne infrastrukture. Dela ureditve komunalne infrastrukture Jelša Gorica se intenzivno izvajajo. Končana je fekalna kanalizacija v obeh naseljih, vgrajene so vse posode za čistilno napravo. Ki bo potem v to čistilno napravo se povežejo tudi Veliki Podlog, Pristava in kasneje še verjetno Mali Podlog in Gržeča vas. Urejen je tudi tehnološki del. V naselju Gorica je zgrajena meteorna kanalizacija, prav tako širokopasovne povezave, javna razsvetljava in razvod vodovoda. Na določenih odsekih je v naselju Gorica cesta že asfaltirana. In potem, ko se Gorica zaključi, se gre potem naprej proti Jelšam, kjer je že to dosti pripravljeno. Je za bolj kompleksen projekt, ki se začel že v lanskem letu. Celotna vrednost tega projekta je 3 milijone evrov. Trenutno se izvaja dela v naselju Jelše oziroma Gorica. Projekt je dokaj daleč v sami izvedbeni fazi, se pravi praktično že skoraj vse je pripravljeno za tehnični pregled. Se pravi, tukaj je mišljena tako čistilna naprava, kot tudi vsa infrastruktura v cesti. Cilj je, da bi za fekalno kanalizacijo in čistilno napravo imeli tehnični pregled do konca poletja in da bi bilo po pregledu že možno izvajati priključke na fekalno kanalizacijo. Zaključek vseh del je predviden jeseni, zaključni sloj asfalta pa naj bi bil položen spomladi 2019. Dela sicer tečejo gladko in po predvidenem terminskem planu.
Zdaj, kot vemo, pač delovišče je že več kot 1 leto. Nekaj težav je bilo, v bistvu saj vemo, prah, cesta, zapore ceste in tako naprej, ampak moram reči, da so ljudje, dobro, nekaj izjem je vedno, ampak so sprejeli to zadevo, vejo pač, da se, če hočemo do nečesa priti, moramo tudi pač nekaj riskirati, en komfort. In mislim, da je to leto, ko so ga pretrpeli, da bo potem za teh 30-40 let, ko se je pač ta infrastruktura dela, da bo potem toliko lažje, boljše in tudi sam izgled vasi oziroma vseh vasi bo veliko lepši. Na območju krajevne skupnosti Veliki Podlog je še nekaj projektov oziroma nadaljevanje tega projekta, če bi tako rekel, namreč potrebno je zgraditi še kanalizacijski sistem od pristave do Velikega Podloga in pa Mali Podlog, Ržeča vas. To sta še dva dela tega projekta. Seveda gre tukaj tudi za poseben predračun. Namreč del od pristave do Velikega Podloga je trenutno v projektiranju oziroma pridobivanju gradbenega dovoljenja. Ko bo tudi pridobljeno, bomo šli v pridobitev oziroma razpis za izvajalca. Medtem ko je ta drugi del, se pravi Mali Podlog, Ržeča vas, pa je šele v idejni zasnovi. Vse prej omenjene ureditve pa bodo povečale tudi prometno varnost za vse udeležence v cestnem prometu, kot tudi večjo kakovost življenja na urejenem območju. To se že vidi se tudi zadeva, da se v našo krajevno skupnost ljudje priseljujejo, da se gradijo nove hiše, prihajajo nove mlade družine, da smo ena krajevni skupnosti v Krški občini, kjer se nam prebivalstvo konstantno veča. Tako da mislimo, da tudi projekt, ki ga še čakamo, seveda šola in vrtec, da smo ga pač prepotrebni, saj število vpisanih že presega vse te zmogljivosti tudi v Leskovcu. Pogovori sicer tečejo v pravo smer, v načrtu je izdelava idejne zasnove. Ta projekt teče naprej, zdaj se je pač vložila potrebno za idejno zasnovo, tako da upamo, da nekje po teh normah, da bi se 2021 nekje projekt začel, tako da upamo, da je ta letnica zdaj že dovolj točna, bi rekli. Sevniško-mizarsko podjetje Metalika, ki se ukvarja z izdelavo notranje opreme za navtični sektor, letos praznuje 15 let delovanja. Jubilejno leto pa je zaznamovala tudi pomembna naložba. Podjetje Metalika je ob 15-letnici delovanja v Sevnici odprlo novo proizvodno halo, zgrajeno v 2 etažah. S tem so podvojili proizvodne površine, ki sedaj znašajo približno 2000 kvadratnih metrov. Celotna investicija je bilo poleg hale še nekaj strojne opreme. Kupili smo še 3, večje stroje, tako da smo celotna investicija znaša okrog dobrega milijona. Naložbo so izpeljali izključno z lastnimi sredstvi. Sredstvo država nekaj sicer ponuja prek raznih razpisov, ampak moram reči, da so zadeve, ali pa se meni zdijo, precej zbirokratizirane včasih, da se tega ne poslužujemo ravno dosti. Letos je torej minilo 15 let, odkar je Igor Arh v Boštanju odprl lesarsko podjetje za izdelavo notranje opreme za navtični sektor. Danes je to podjetje prisotno in prepoznavno na vseh pomembnih evropskih trgih, kjer se gradijo jahte in ladje. Zgodba Metalike se je začela odvijati, mogoče malo smešno slišati, v Old Scottish pubu, kjer sem dobil pobudo enega našega ali pa enega mojega prijatelja finskega, da začnem delati na svoje. To je bila ena taka zadeva. Druga stvar je, da sem v bistvu že od plenic v tišleriji, pri očetu, pri starem očetu in tako naprej. Igor Arh je namreč že 5. generacija Arhov, ki se ukvarja z mizarstvom. Kot dodaja, navtični trg za mizarje predstavlja nišni trg. Notor smo dejansko prišli s tem, ker smo ciljno, ali pa jaz sem ciljno na to, bi rekel, šel, da najdemo eno nišo, kjer lahko prodamo več znanja, bolj zahtevne izdelke, in ladje pa jahte so ena takšna zadeva, zato ker imajo specifične materiale, specifične detajle, v primerjavi z, bom rekel, klasično tišlerijo, kot so, kuhne, dnevne sobe in tako naprej, hoteli. Tle je razlika. Pri tem uporabljajo različne vrste lesa, tudi eksotične vrste. Tika, recimo, gre še vedno veliko, drugače pa moram reči, da od projekta do projekta se spreminjajo lesovi. Včasih imamo lesove, za katere nismo niti še slišali, pa jih prvič uporabljamo pri svojih projektih. Pred 15 leti so bili v podjetju zaposleni 3, danes jih je 27. S tem, da imamo
tudi potem cel svoj krog dobaviteljev, ki z nami sodelujejo na projektih, kar se tiče kovine, kamna, stekla, tapetniških izdelkov. Imamo pa tudi še nekaj drugih kooperantov, ki nam včasih pomagajo, bi rekel, pri lesenem delu. Na projektih, kot so jahte, montaže izvajajo sami, na velikih ladjah pa si zaradi pomanjkanja lastnega tehničnega kadra pomagajo zunanjimi ekipami. Premalo je tudi na splošno, bi rekel, dobrega kvalificiranega kadra v naši branži, tako da je tle kar ena težava. Predvsem mizarje je težko dobiti, dodaja Arh, zato je Metalika vstopila v sistem vajeništva. Tako da skozi ta sistem malo vidimo, kaj se dogaja in tiste, ki so za nas ali pa se nam zdijo dobri, skušamo na nek način tudi obdržati, ne. Poleg tega pa poskušamo zdaj malo bolj propagirati poklic mizarja skozi en projekt Podjetne devetke, ki ga delamo skupaj z Obrtno zbornico Krško pa z osnovnimi šolami Artiče, Leskovec pa Kostanjevica. Tako da že otrokom v osnovni šoli poskušamo malo te tehnične poklice, pa ne samo mizarja, predstaviti pa jim približati, ne, pa videti, da je tudi tukaj lahko perspektiva. V nadaljevanju sledi nekaj kratkih vesti. Ta teden se pričenjajo dela rekonstrukcije lokalne ceste Krško-Vrbina v dolžini 1,1 km, novogradnja južnega kraka obvoznice mimo Žadovinka v dolžini 1,25 km pa že poteka, natančneje v gradnji je novo krožišče pri Žadovinku. Cesta Krško-Vrbina bo v celoti obnovljena, vzporedno bodo urejene kolesarske poti in površine za pešce, javna razsvetljava in komunalni vodi. V času obnove bo ta odsek ceste mimo Vipapa do 21. decembra popolnoma zaprt, od 21. decembra do 3. aprila 2019 bodo izvedeni ukrepi umirjanja prometa, zatem zopet sledi popolna zapora in sicer do konca junija prihodnje leto. V času popolnih zapor bo obvoz do Vrbine urejen in označen. Vrednost gradbenih del obnove te ceste in novega južnega dela obvoznice mimo Žadovinka znaša 6,37 milijona evrov, od tega je delež Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo 4,8 milijona, občine Krško pa 1,5 milijona evrov. Na občini Krško želijo urediti in osvežiti podatke o stanju na cestah, zato občane obveščajo, da bo predvidoma v avgustu podjetje DFG Consulting na območju celotne občine izvajalo videosnemanje teh cest z namenom, da pridobijo podatke o stanju za potrebe investicijskega vzdrževanja oziroma obnove. Vsi pridobljeni posnetki bodo zaupne narave in bodo uporabljeni izključno za ta namen. Plavalci krškega celulozarja kategorije starejših dečkov do 14 let in deklic do 12 let so se odlično odrezali na državnem prvenstvu na Ravnah na Koroškem. Kar 5 medalj si je v 6 nastopih priplaval Tim Bizjak. 2 naslova državnega prvaka na 50 in 100 metrov hrbtno, 2 drugi mesti na 200 metrov hrbtno in 100 metrov delfin in še bron na 50 metrov delfin je bleščeči splen, ki je presegal vsa pričakovanja, sporočajo iz kluba. Dobri nastopi so uspeli tudi Maju Zorku in Janu Kozoletu, ki sta za las zgrešila finale v prosti tehniki, ter Timu Sokoloviču in Aneji Arh. V dvorani v parku je bila kot druga v nizu letošnjih poletnih večerov v parku na ogled razstava ljubiteljskega slikarja Metoda Prašnikarja iz Tržiča. Kot je ob odprtju samostojne razstave dejal Metod Prašnikar, segajo začetki njegovega likovnega ustvarjanja dobrih 40 let nazaj. Danes upokojeni zdravnik je teoretično znanje na področju likovne umetnosti črpal iz literature, svoje veščine pa pilil z risanjem reprodukcij likovnih del poznanih avtorjev. Začetki mojega slikarstva, ja, ljubiteljski, kakor vedno leta 1976, ko sem postavil svoj prvi čebelnjak, se mi je zdelo, da je treba ta čebelnjak nekako okrasiti. In potem sem začel s prvimi nanosi guaš, barvic gor, tempere in te stvari. Tako se je začelo, pa sem pa hotel zmeri več in me slikarstvo me nekako predstavljalo komplementarno stvar moje fotografije. Nekoč se je namreč precej ukvarjal s fotografijo. Tudi kakšno majhno razstavo smo fotografsko, ampak fotografija me zmeri nekako omejevala. Pri slikarstvu sem pa dobil zmeri neke dimenzije, neke barve, neke take energije dodatne in me bistveno več vznemirjenja mi je slikarstvo povzročalo, mislim, samo slikanje, kakor fotografija in tako je slikarstvo postaja hobi. Je pa res, da sem to slikarstvo nekako odlašal, zelo malo sem delal, mogoče 2-3 slike na leto, služba bila kot služba. Potem se je pa začel čudoviti čas, ki ga vsakmu privoščim, to je čas, ko gremo v upokojitev.
in potem najdemo te stvari, ki smo jih v sebi nosili kot klice celo življenje, da jih spustimo in to je tudi ta razstava tukaj. Prašnikar se sicer na tokratni razstavi predstavlja z akrili in akvareli, svojo izrazno moč pa je našel z upodabljanjem slikovitih slovenskih pokrajin. Ja, sem razstavljal v Škofji Loki, nimam veliko razstav, ker v bistvu tako intenzivno slikam, v bistvu zadnja leta, razstavljal sem v Škofji Loki, potem lansko leto decembra v Idriji. Priznam pa, da je tako lepe, v takem lepem okolju, kot je vaša, tlele me je zelo krško, me je zelo presenetilo, in tako da mi ni žal, zelo sem vesel, da sem imel priliko, da sem prišel v to lepo mesto. V dvorani v parku razstavlja slike, ki jih je ustvaril v preteklem letu. Za konec pa še v Kostanjevico na Krki. V tamkajšnjem Lamutovem likovnem salonu je na ogled razstava Človek-stroj, kjer so predstavljena umetniška dela 5 avtorjev: Metoda Frljica, Tomaža Furlana, Sanele Jahič, Aleksija Kobala in Antonija Živkoviča. Umetniška dela 5 avtorjev se ukvarjajo z raziskovanjem dinamičnega razmerja med človekom in strojem in znotraj tega z vprašanji o vlogi in pomenu dela ter delavca v sodobni družbi. Gre za razstavo, ki gostuje pri nas iz Loškega muzeja Škofja Loka. Pripravili so jo konec lanskega leta v galeriji na Gradu v Škofji Loki. Mi pa smo se odločili, da razstavo prenesemo še v Lamutov likovni salon v Kostanjevici na Krki. Gre za razstavo, katere kustosinja je Barbara Sterle-Vurnik iz Loškega muzeja Škofja Loka. Avtorji se vsak na svoj način dotikajo zlasti polja industrije, kjer se je to razmerje v preteklosti najbolj definiralo. Razstava Človek-stroj se ukvarja z nekaterimi zanimivimi umetniškimi praksami, ki izpostavljajo odnos človek-stroj. Gre za odnos med stvariteljem in pa njegovim izumom, kar je pravzaprav izhodišče za številna vprašanja. Kakšen je ta odnos, recimo, kakšni so prednosti tehnološkega razvoja in kje se pojavijo pasti, kje je tu v tem odnosu človek, stroj, kaj se zgodi, če človek, oziroma kaj se zgodi v primeru, da stroj, ki je izum, prevzame funkcijo človeka in ga mogoče tudi izrine iz delovnega procesa. Vedno gre za to, prednosti, slabosti odnosa človek-stroj. Avtorji torej razmišljajo o prednostih in pasteh tehnološkega napredka, porajajo pa se še druga stara in nova vprašanja ter dileme. Avtorji k tematiki pristopajo večinoma družbeno kritično, ukvarjajo se s problematiko delavstva, problematiko delavskih pravic, potem problemi industrializacije, pristopajo tudi nekako na mogoče humoren način, kot je delo za mano, delo kiparja Metoda Frljica, ki v svoji instalaciji predstavlja 7 lopat oziroma izpeljav iz nekega klasičnega orodja. Avtor s tem delom opozarja na neenakomerno kopičenje kapitala, o čemer govori tudi naslov instalacije Sramota države. Slikarka in intermedijska umetnica Sanela Jahič se predstavlja serijo grafik in pa fotografije ter z videom, ki je naslovljen Tovarna. Z 2 prostorskima instalacijama iz serije Oblačila se predstavlja Tomaž Furlan. V eni prepoznavamo kolaps slovenskega gradbeništva pred leti z vsemi gospodarskimi in socialnimi posledicami ter avtorjeve osebne predmete, kot so denimo delovne obleke, kramp in lopata. Tudi okovi niso naključni, prav tako najmanjši video monitorji s performansi situacij, ki jih je avtor sam doživel. V ciklu Oblačila gre za niz nenavadnih naprav, s katerimi kipar v bistvu poskuša izumljati neke nove stroje, s tem pa izpostavlja dejstvo, da si ljudje vedno znova nekaj izmišljamo tehnološko napredne stvari, ki pa nas v določeni točki tudi zasužnijo. Na razstavi so predstavljena tudi dela slikarja Aleksija Kobala, ki v svojih 2 delih, ki temeljijo na grškem mitu o Danaji, predstavlja nekakšne neznane oziroma neprepoznane industrializirane krajine v tehniki klasičnega slikarstva in pa v videoanimaciji. Tu je še fotograf Antonijo Živkovič, ki se predstavlja z 2 serijama fotografij in sicer s ciklom Dimniki, v kateri želi oziroma v kateri je ujel detajle propadajočih industrij
industrijskih objektov ter izhaja iz industrijske dediščine, ki to ne v pozabo, on pa je želi v bistvu vojeti v nekakšen kolektivni spomin. Razstava Človek stroj bo v Lamutovem likovnem salonu na ogled do 16. septembra. Spoštovani gledalci, drage gledalke, to je vse, kar smo pripravili v tokratnem Posavskem tedniku. Bodite z nami tudi prihodnji torek, do takrat pa hvala za pozornost in nasvidenje.